Bil je jubilejni 30. sejem Alpe Adria v Ljubljani z dodatkom za zeleni in aktivni turizem, kamping in karavaning, torej taborjenje. Na njem pa tudi Pomurska turistična zveza z družabniki, torej člani zveze, na skupni predstavitvi Pokrajine ob Muri. Združujemo tako na eni strani društva, male ponudnike kot turistično gospodarstvo in zavode. Predstavljamo dejansko pestro, bogato turistično ponudbo naše regije. Predstavljamo se pod skupno blagovno znamko Pomurje, Visit Pomurje. Prav tako pa predstavljamo tudi projekte, čezmejne projekte, kateri potekajo na našem področju. Med njimi je slovensko-madžarski projekt Mreža pravljičnih parkov, 2 v Sloveniji, 2 na Madžarskem. In sicer 2 parka v Sloveniji, Moravske Toplice in Dobrovnik, in 2 parka na Madžarskem, to sta pa kraja Magyarseda, Hej in pa Najdreče. Pravljični parki temeljijo na pravljičnih figurah. Se pravi, v Sloveniji, Moravske Toplice, Dobrovnik smo nekako vzpostavili čisto nove pravljične like. Te pravljične like spremljajo tudi interaktivna tabla, ki pove to zgodbo o nastanku oziroma sploh o poslanstvu teh pravljičnih likov. Pove v 3 jezikih, v slovenščini, madžarščini in pa v angleščini. Potem imamo tudi neke dodatne aktivnosti, od vrtljivih kock, fototočk in pa razne programe, ki bodo potem sledili. Pripravili smo pravljični zemljevid, pravljični potni list, to pomeni, da potem lahko družine, otroci, ki se zanimajo za te parke, lahko obiščejo tudi vse 4 parke. Goričkega imamo že nekaj časa, prav tako pa Krtka Olja, ki se je iz toplega podzemlja tudi odpravil na sejem v mrzlo Ljubljano. Predstavljamo doživetje, ki ga doživijo obiskovalci v našem goričkem vulkanu, kajti to je zelo interaktivno doživeto potovanje skozi gorički vulkan, kjer skozi 3D filme in z dvigalom obiskovalci potujejo v središče goričkega vulkana in se potem s podzemnim vlakom vračajo nazaj na površje. Predstavili pa so tudi preostalo ponudbo Parka Goričko. To je geološki muzej, potem cestni turistični vlak, s katerim obiskovalce vozimo do kamnoloma, kjer spoznajo vulkansko kamnino in seveda kristal olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri gradu na Goričkem. In potem obiskovalci s tem vlakom potujejo po vulkanski pokrajini nazaj do Vulkanije. Seveda v sklopu Vulkanije predstavljamo tudi največji grad na Slovenskem, grad Grad, s katerim imamo tudi skupno vstopnico, tako da obiskovalci lahko doživijo tudi to. In tukaj tudi predstavljamo vse ostale dogodke in ponudbo, ki jo še pripravljamo v okviru doživljajskega parka. Ker so pred vrati počitnice, je Oli za učence pripravil presenečenje. Ponujamo tudi dodatne delavnice, nagradno igro in seveda to interaktivno doživetje z našim krtkom Olijem. Potem se približuje pust, kjer bomo tudi imeli delavnice, risanje po obrazu, ples z oljem, tako da bo zelo zabavno tudi na ta dan. In potem seveda pomladni dogodki, prvomajske počitnice prihajajo, potem bo pohod po oljevi vulkanski poti, potem poletne počitnice, potem seveda dnevi evropske kulturne dediščine in pozimi seveda oljev božični sejem. Tako da se skozi celo leto ogromno dogaja in velikokrat ponujamo še kakšne dodatne delavnice, vožnje z vlakom, nagradne igre in drugo ponudbo, ki je zanimiva za vse obiskovalce Vulkanije. Turisti pa naj bi v prihodnje v Pokrajino ob Muri vstopali tudi skozi vrata v Pomurje. Tako turistom pojasnimo kaj to je, da gre za paviljon, ki nas je predstavljal Slovenijo v Milanu, da bodo v njem lahko doživeli preko moderne tehnologije, na interaktivni način bodo doživeli Pomurje, da bodo lahko se tudi skopali v Soboškem jezeru, ki bo imelo urejene oziroma ima že urejene nabrežine z številnimi možnostmi izvajanja tudi raznih vodnih športov in pa seveda poleg je obiskovalcem na voljo tudi motorični oziroma gibalni park, ki se bodo lahko razgibali. Turistom povemo tudi, da v samem paviljonu bo tudi na voljo turistično-informacijski center, kjer bo delovala naša agencija, ki bo ne samo dajala informacije, kaj si lahko pogledajo, kaj lahko doživijo, ampak bojo tam na samem mestu v paviljonu lahko tudi svoja doživetja rezervirali in se tako odpravili naprej raziskovati in doživljati Pomurje.
Ker je to sejem zelenega turizma, so bili na njem tudi udeleženci projekta Zeleno želimo, projekta z različnimi programi s ponudniki, vključeni v blagovno znamko Kult Natura. Izlet, ki ga nekako skušamo predstaviti, vključuje ravno te male ponudnike, da turisti obiskovalci, ko bodo prišli v Pomurje, da odkrijejo te male ponudnike in z njimi doživijo vse to, kar Kult Natura ponuja, torej kulinariko, rokodelstvo, naravo in gibanje ter seveda vino. Vino brez vinariuma, tretje najbolj obiskane turistične točke v državi, pa seveda tudi ne more biti. Tukaj smo seveda tudi, da promoviramo naš kulturni turizem, torej z prihajajočo razstavo Hundertwasserja in Hasegave na Lendavskem gradu, ki se pričenja tokrat marca, in seveda ne gre brez naših največjih tradicionalnih kulinaričnih prireditev, in sicer Bogračfest na Lendavske trgatve, ki jo promoviramo tukaj, in brez dobrih vin tudi ne. Tako da so z nami tudi seveda tudi lokalna vina, ki jih seveda tukaj ponujamo obiskovalcem in jih prisrčno vabimo v naše kraje.